Tretji in meni tudi najbolj zanimiv del o teh umorih je tale, ki govori o tej osebi. Upam, da najdem slike. On je Ryan, ne vemo njegovega priimka in to ni moja teorija, je teorija ene youtuberke. Zakaj je on zanimiv? Zaradi tega, ker če sem prav razumela, so njega povezali s tem, da je slučajen tudi following komentiral na poste od bivšega fanta od Kylie. Ta bivši fant od Kylie je že izločen kot osumljen. Noben ne dvomi v njega, ful so se dobro razumeli, mogoče bi bila spet celo skupaj. V glavnem on ni kriv. Je pa ta fant Ryan zelo sumljiv in vam bom zdaj pokazala, zakaj. Naprimer, če bi našel njegov profil, ki ga zdaj ne najdem več, je res čuden. Že njegov username na Instagramu, kot vidite, se izgovori deadly, torej smrtonosen, ker je ok. Potem pa art, ki je njemu všeč, oziroma ga on riše, izdeluje, ustvarja, je tudi tak mečken grotesken, ampak v tem primeru, prav pri tej sliki vidimo, če dobro pogledaš, vidiš 3 ženske in potem na koncu izgleda, kot da je eden moški. Slučajno so 4, en moški, 3 punce. To si lahko sami razlagate, na kaj spominja. Potem pa še slika tele natakarce, saj izgleda kot natakarca in zraven obkroženo z rumeno Tex. Kylie naj bi se lih preselila v Texas in tam delala marketing za neko gostišče varianto, tako da je ful sumljiv. Potem je ta primer, ko je objavil, mislim, da nekih 10 dni nazaj, dejansko tole, ki piše: a sem ponosen na to, ko sem storil, ne, a mi je žal, lmao, ne. In potem še zadnja stvar, če še nimate dost, je pa tale objava, žal nisem ziher s kje, mislim, da je iz Reddita, če se ne motim, se je. In kdor ne vidi, kaj tukaj piše, tudi jaz ne vidim, ampak piše pa je: Sigma rule number 1, always eliminate the biggest threat. Sigma smo prej govorili, Ethan je bil iz Sigme, če se ne motim, šla ste na Sigma Chi party in tudi najmočnejši člen v tem primeru, v tej hiši, bi bil Ethan, ker je pač moški in ker je bil velik. Tako da mogoče njegov bil samo zato, da bi lažje prišel do Kylie potencialno. Je pa še ena stvar zanimiva, recimo, kako je ta hiša narejena, je ful nenavadno. Če prideš direkt noter, že prideš v drugo nadstropje. Žrtve v tej hiši sta bila Zina in Ethan, ona sta umrla na drugem nadstropju, medtem ko Madison in Kylie pa sta umrli na 3. nadstropju. Ampak če prideš direkt v hišo na najlažji možni točki, kjer je tudi skoraj ziher storilec prišel noter, je drugo nadstropje in v bistvu je mogel izločiti močnejši člen. In zato tudi sklepamo, da je bila Kylie ciljna točka, ker če si šel v 3. nadstropje, si šel samo zaradi tega, da prišel do punc, ker gor ni bilo nič več drugega. Prosim, vse ne razumete, da to nič ni potrjen, to so vse špekulacije iz interneta in je lahko čisti bullshit, ampak se pa strinjam, da je noro sumljiv in noro zanimiv, tako da bomo naprej spremljali, kaj se dogaja, pa vas updaten, če bo kaj zelo, zelo pomembnega.